Pomembno je, tako kot je pomembno imeti dobre zdravnike, dobre čistilce, dobre govornike, dobre novinarje. Kvaliteta je pomembna v vseh plasteh družbe, ne samo za učitelje. Mogoče učitelji imajo pa še eno dodatno nalogo, namreč sobivajo z dijaki, s učenci v njihovih najbolj oblikujočih letih, najbolj tvornih letih in zelo težko je popravljati napake, če te stvari niso dobro narejene, če niso kvalitetno narejene. Učitelj, ki poučuje s strastjo, lahko priljubi še tako mogoče zahteven predmet ali pa predmet, ki ga od dijakov v osnovi ali pa učenec ne mara, ker so raziskave pokazale, da če učenec ali pa dijak spoštuje učitelja pa ima rad učitelja, bo potem imel rad tudi ta predmet. In mislim, da učenci zelo hitro vidijo, kdo daje s strastjo in kdo daje zato, ker želi to dati. To oni začutijo, to oni vejo, to oni v sami esenci vejo, kaj se dogaja. In dobivaš to nazaj, absolutno. V njihovih očeh vidiš, a so s teboj, a niso. To so drugi pogledi, druge iskrce, drugi gibi. Ker dejansko ugotoviš, da obstaja še en vidik in to so zgodbe dijakov in otrok. So daleč od lahkih, so daleč od enoličnih. In da v bistvu ugotavljaš, da če najprej malo pojamraš na dijaki, kakšni so včasih, to je težava, ono je težava, ugotoviš, da glede na to, v kakšnih razmerah dijaki rastejo, pa živijo včasih, so odlični, so super, glede na to, s čim se borijo v zasebnem življenju in da je treba pri tem privzeti tudi to njihovo drugo človeško plat. Sem bil samo profesor za angleščino, ampak poleg tega tudi ogromno drugih talentov. Skozi se vključuje pri stvareh tudi šolo in izvenšolske dejavnosti. Pokazal, da ima mnogo drugih talentov, torej javno nastopanje, poezija, tudi pisanje kakšnih pesmi. Mislim, da je tudi on napisal našo šolsko himno, če ima kdorkoli kakršenkoli problem, mislim, da se lahko zanese na profesorja Mandelca. Pred leti sva imela s profesor Balantičevo pa s Maticem Smolnikanom smo imeli musical, ki je bil zelo uspešen. 10 let smo vodili musical na šoli v angleščini, ki je bil avtorski, sami smo ga spisali, sami muziko spisali in potem sodelovali z Domom kulture Kamnik, s katerim še danes ves čas sodelujemo. Imamo vsako leto nove kulturne predstave, dobrodelne predstave, delujemo z lokalnimi politiki. Sam sem vključen v WIPEC, kar je mednarodni parlament za mlade v alpskem področju. Če učitelj lahko privzgoji vrednote, ki pa za mene niso spremenljive, za mene so neke vrednote poštenosti, iskrenosti, pravičnosti, so večne. Če lahko nam to uspe, ni treba mogoče, da vsakega navdušimo, če pa lahko mu damo, da bo boljši človek, je mogoče to še bolj pomembno. Zelo veliko je govora v javnosti o učiteljskih plačah, o katerih sodijo ljudje, ki so poklicani, pa tudi tisti, ki niso poklicani. Bom kar direkten. Jaz bi pa predvsem spregovoril v smer, da bi si zelo želel, da bi se spregovorili tudi o razmerjah in v pogojih, v katerih učitelji delujejo. Nič ti ne pomaga visoka plača, če boš na koncu imel v razredu 50 otrok ali pa ne boš imel osnovnih pripomočkov za delo. Nič ti ne pomaga visoka plača, če boš v razredu, ki se ga boš bal, kjer boš izpostavljen lahko žaljivkam, mogoče celo grožnjam, kot se to dogaja po svetu.